Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dober večer. V okolici Radovljice so danes odkrili bogato arheološko najdišče čokolade. Po ocenah arheologov gre za edinstveno najdbo iz bakrene dobe, staro približno 5000 let. Na pobudo predsednika Pahorja so največjo neolitsko tablico Gorenjke razbili na koščke in jo razdelili med navdušene domačine. Poglejmo kako. Dobro, mislim, da smo mnogi tukaj taki, ki skozi glodamo in jemo to čokolado, bi jo vzeli ali pa ukradli tudi otrokom, če imajo. Najprej povem, da je kladivo župana in direktorja malce majhno, a vseeno. Na ta festival sem prišel, ker hočem največji kos čokolade. Zdaj pa jaz vzel kladu, pa gor drž, pa da vidimo, kako poč. Takole? 5000 let stara Milka, pardon, Gorenjka. Ti samo udari. Se fiks. Samo pazi, da bo največji kos. Tako. A je v redu? Fajn, ne? Evo ga. Ta je moj. Nekaj šlata. Ne, se name. Ta bo moj. Evo ga. Samo previdno, da ga ne boste slučajno razstavljali otrokom. Zakaj pa tok majhen kosa? Ga, to je na noč. Sramota. Barabe! Niti enega lišenka na noč. Ste vedeli, da je premier Miro Cerar najbolj zaželjen moški v Sloveniji? No, glede na trenutno podporo vladi bi bilo to vsekakor presenečenje. A vendarle, raziskava Vox Populi je pokazala, da je naš premier prehitel vse preverjene žrebce tako na estradi kot v politiki. No, da ne gre za javnomnenjsko manipulacijo, zgovorno dokazuje tudi naslednji posnetek. Živjo, ja. Živjo, Miro, kako ste? Kje se zdaj bi? Miro, vi sam povejte, kjerkoli, kadarkoli, sam povejte kdaj, sam pokličite. Ja. A bo šla? Bom poklical, ni problema. Greva zdaj. Napejva. Naredni otroka! Aha, ja. Če bi hotel, gremo lahko vse tri tudi z vami, ni nobenega problema. Dobar vedeti. Se lahko tudi sprediš, že imate ste močen. Ni problema, kar pridružite se klele. Pašete fajn zraven. Ej, daj peva čim prej stran. Sem se pomen seksi Miro Cerar. Ja, dober ste tole pogruntali, ja? Kaj zdaj tole čakamo? Miro, da še mene vzreti. Ni problema, ti samo jav. Ja. Kakšne so ti všeč, jav? Ja. Dobro. Pa se ima zdaj tlele slike. Ja, sej med temi vsemi se bo že kakšna najdla, ja. Ti bo všeč, a ne punce. Tja peva zdaj leva, pa park malo pospešva. Nekaj bo treba narediti. Te babe so čist nore, no. Hodva tam do križišča, pol pa sam zalaufava. Okej? Poslanska skupina Nove Slovenije je za naslednjih 100 let najela menzo državnega zbora. Obljubljajo, da bodo poslanci odslej imeli več izbire. Jedilnik naj bi bil bolj pester in cenejši, vsa hrana pa izključno domačega izvora. Poglejmo, kaj je še povedal vodja poslanske kuhinje. Prehrambena reforma, ki jo predlagamo, zagotavlja vsem poslancem domače sestavine in za vse je to veliko bolj pocen. Predvsem pa zdaj diši po vampih, ne pa po pljučni pečenki, za sladito so jabolkane torta. Nismo želeli zmanjšati okusnost mezinega menija, a obroki so vseeno užitni. Nekateri poslanci niso navdušeni, tudi če se bi danes skuhali veliko belih tun in žegnali vsak obrok, bi se posledice poznale čez 20-30 let. Pred jesenskimi volitvami v Nemčiji so mnogi prepričani, da je konec 11-letne vladavine Angele Merkel. A ni nujno, da se bo to res zgodilo. Merklova je za nov mandat pripravljena storiti marsikaj. Kar poglejte. Diete, odrekanja, telovadba. Jaz nikoli niti slučajno nisem mogla, še ko sem bila mlajša, nositi kril ali oblek. Jaz, če si dam krilo gor, zgledam ko šunka, vam moram povedati. Ja, ko je? Ko je, kaj priznam, nisem jaz Ivanka, ja? Ste pa dobri po srcu, to vsi vemo. Je pa res, včasih je bolje, če vsi ne kažemo nog. Imate prav? Imate morda kakšen nasvet za letošnji poletni luk?
Ali vas bomo letos morda končno videli v bikiniju? Yes, yes. Ne vem, a bi me res želeli? Cezar, no za fotografe vem, da komaj čakajo. Dvignimo roke tisti, ki si želimo videti angelov v bikinkah. Poglejmo, kar roce gor, gremo. Alo, publika. No, jaz gledam, da bom kar morala. Poslanci državnega zbora so ta teden lupili bučke, medtem ko vsi deklarativno podpirajo satiro, je v resnici seveda ne marajo. Še posebej takrat ne, ko se sami znajdejo v njej. A kaj hočemo, gledanost je odlična, oddaja pa poceni. No, poglejmo, kaj jih pravzaprav muči. Vse te animacije in glasovi, bom rekel, nedopustne in skrajno nesramni in žaljivi za stranko SDS so absolutno neutemeljeni, brez vsakega argumenta. In to je vse poskus komunajzerjev, da nas uličijo. In to nesramne poizkuse, to prav tistih ljudi, ki verjetno imajo prav v sebi velike težave sami v seboj. To so ljudje, ki nimajo sporočilne teže, nimajo pojma, nimajo ničesar in so v precej slabem položaju kot najmanj smešni komedianti Slovenije. In pač zato je treba njih jemati z več sočutja in predvsem ne gledati oddaje. Smo za to ali nismo za to, da prepovemo? Gre za nas. Jaz bi to recimo naredila za kolego Mahniča ali pa za kolega Janja Müderendorferja, pa tudi za gledalke in gledalce. Da pokažemo, da smo pripravljeni ali ne pripravljeni na to. Dobro, jaz gledam to oddajo, o kateri se pogovarjamo. Smo počasi v 6. delu sezone 2 in razumem tudi to komičnost. Gre za šalo, gre za hec. Sem žalosten, da me od bučk pisci niso povabili zraven. Jaz znam napisati kaj smešnega. Moje izjave vedno povejo tako, da zgledam kot en debil, to sploh ni moj glas ali pa moj ta prav govor in se na mojem liku ni naredil čisto nič. Je čas, da poslanke in poslanci tokrat zahtevamo razpravo v tej slabi imitaciji? Jaz osebno sem pa proti oddaji. On je pa proti, a veste, drugač pa, a vi res mislite, da on nočijo? Oni skozi vadijo, oni se res trudijo. Oprostite, zraven tega pa ste spustili eno bistveno stvar. Da vi vsak dan naredite kakšno zanimivo ali pa skrajno neumno stvar. Skrajno neumno stvar in delate take stvari, da skoraj zgleda, da nimate pojma, ali pa se res delate bedaka do konca in do skrajnosti. Ja, gospodje, dogajajo se krvice. Kot kriminalca so me predstavili. In nerodno mi je bilo, ker smo vsi v družini gledali tisto epizodo. Koliko ljudi pa gleda te oddaje, veste? Koliko ljudi pa verjame televiziji, pa tudi veste. Da je gledanost je dobra, sem slišal. Ne se sprenevedati, številke so točne. Jaz bi jih ukinil. Hvala. V bistvu je vprašanje, a je to res smešno, ne? Zdaj, iz humorističnega stališča je tako, ne vem, če ima ta prepoved nek smisel. Zakaj to govorim? Ker tisti, ki pišejo in snemajo te zadeve naokol, bodo to še naprej počeli. Odločamo o prepovedi uporabe likov in glasov poslancev državnega zbora v bučkah. Glasujemo. Za ohranitev bučk je glasovalo 17 poslancev, za prepoved pa 45. V sosednjem studiu je vse pripravljeno za veliki finale domoljubnega kviza. Vaš gostitelj je kolega Marcel Štefančič. Uživajte. Spoštovani gospod predsednik, gospod Nadškofa, gledate domoljubni kviz, nimaš pojma!
Pred nami je veliki finale. V kvizu je sodelovalo 12 domoljubov, ostala sta samo še 2 in nekdo od njiju bo nocoj postal prvak v domoljubju. Levo je župan Zoran Janković. Lep pozdrav, super ste navijači, daj jači. In desno, zunanji minister Karol Erjavec. Dober večer in hvala za vso podporo. Ne bom vas razočaral. Spoštovana finalista veljata za presenečenje kviza. Malo kdo je ravno vaju pričakoval v finalu. Stavnice so na začetku najbolj kazali najbolj glasnim domoljubom, ne? A vsi so že zdavnaj izpadli. Kako si to razlagate? Ja, veste, kaj pravijo. Pes, ki veliko laja, bolj mal grize. Sicer pa jaz sem tega že navajen. Na vsakih volitvah presenetam, pa me še vedno ne jemljejo resno. Jaz sem svojo teorijo o tem. Jaz pravim, da se domoljubje, da kaže obahati zastavi, da postavlja v graj, ampak je domoljubje tisto, kar imaš v glavi, da si v srcu. Se pravi, razuplo srce, to je prava formula. Ok, pravila poznata, vse isto kot doslej, 3 vprašanja po principu, kdo bo prej, in pa zadnja finalna igra, ki ponavadi odloča o zmagovalcu. Prvak prvega domljivenega kviza bo domov odnesel tale pol tone težak pokal. Poraženc pa dobi 3 toložilne doze hormona sreče. Kakšno vprašanje? Ne, ok, ste kaj nervozna? Ja. Dame in gospodje, čas je za domljubni kviz, nimaš pojma! Pravilno odgovor na prvo vprašanje vreden 5 točk. Ste pripravljena? Ok. Slovenci smo prvi celovečerni igrani zvočni film dobili leta 1948. Režiral ga je France Štiglic. Povejte mi naslov tega filma. Imate 3 sekunde. Prvi je bil gospod Janković, povejte. Moj odgovor je Kekec. Ko se spet falo, Niti ne, sam 3 leta, ne prvi Kekec Jožeta Galeta je bil posnet leta 51. Gospod Erjavec. A je to bil mogoče ples v dežju? Ma nimata pojma. Sranje, kater pa je pol? Za prvi slovenski celovečerni zvočni film velja film Na svoji zemlji. Tresla sta se oba, a rezultat ostaja nespremenjen. Ok, začela sta na nož brez taktiziranja, kar me valjda veseline. Drugo vprašanje. Pravilno odgovor prenaša 10 točk. Dobro poslušajte. V kateri slovenski regiji zdravniki napišejo največ receptov za antidepresive? Gospod Erjavec, izvolite. Ja, tukaj prideta v poštev samo 2 regiji. Ali je Prekmurje ali pa Zasavje. Za katero se boste odločili? Bom rekel, da je največ depresije v Zasavju. Odgovor je pravilen! Zakaj depresivcem ne predpisujejo hormona sreče? Ful pomaga, res. V Zasavju letno predpišejo toliko receptov, da zgleda, kot da je na antidepresivih kar tretjina prebivalstva. A mogoče veste, katera regija je najmanj depresivna? Ja, jaz bi rekel, da Ljubljanska, Meni se zdi, da so še najbolj normalni Gorenci. Oba imata prav, obe regiji sta daleč pod slovenskim povprečjem. Minister Erjavec vodi z 10-0. Ok, smo že pri 3. vprašanju za 15 točk. Dobro razmislite, vprašanje se glasi takole. Po katerem znamenitem Slovencu se imenuje krater na Luni? Gospod župan, povejte. Ja, jaz mislim, da je ta zabdit Slovec Herba Potočnik. Jebi ga, nima sreče do svoje, Edini Slovenc, ki ima svoj krater na Luni, je matematik Jurij Vega, Rezultat ostaja nespremenjen. S prvim delom kviza smo končali 3 vprašanja, 1 pravilen odgovor. Od možnih 30 točk ste jih osvojili zgolj 10. Ne, osvojil sem jih jaz. Kolega Janković je še vedno na 0. Sam počak, kolega, bomo videli, kdo se bo zadnji smejal, Ok, v redu. Pred nami je finale finala. Elektriko smo izklopili, vse še odprt, se finale prinaša največ točk.
Tisti, ki se bo bolj približal pravilnemu odgovoru, dobi 20 točk, po pravilih kviza prvi odgovarja tisti, ki je doslej zbral več pik. Odločilno vprašanje, seveda zadnje vprašanje, vam bo zastavil naš največji filozof, dr. Slavo Žižek. Pozdravljeni! Finalno vprašanje finalnega kviza se glasi takole. Dobro prisluhnite. Koliko traja en povprečen slovenski seks? Hvala, maestro, imate 5 sekund za razmislek. Čas je potekel, gospod Erjavc, odgovarjate prvi. Ja, glede na to, da nisem nek strokovnjak za seksualna vprašanja, bom bolj ugibal. Po moje vse skup traja največ pol ure, pa nič več. Sem prav slišal, pol ure. Ja, ene pol urce je maksimum. So te druge posebej, kaj? Ne, nič ne sodam, samo ugibam. Prav, gospod Janković, odločiti se morate, ali povprečen slovenski seks traja več ali manj kot 30 minut. Če odgovorite prav, boste veliki zmagovalec domoljubnega kviza, če ne, boste zgubili in ostali na nuli. Ja, povprečen seks, zdaj odvisno, kje pa s kom. Jaz bi rekel, pride skupaj s predigro, več kot pol ure. Pravite, da povprečen slovenski seks traja dlje kot 30 minut? Definitivno ne. Vaš odgovor je napačen. Zmagovalec domoljubnega kviza je Karel Erjavec! To, dajmo vsi skupaj. We are the champions, we are the champions. Dobro, okej, uradne raziskave pravijo, da povprečen slovenski seks traja natanko 25 minut. Gospod Janković, kva je bilo tole danes z vami? Nič od nič. Ja, vem, katastrofa, Nisem to prav, Malo treme je bilo, pa mi klikarji glih niso delali, tako kot treba, Jaz bi se sam pravičil, se oblačil vlačakam, če se bi izočaral, Prav nasprotno, gospod Janković, jaz sem pripričan, da ste si z odgovorom na zadnje vprašanje pridobili širok krog novih fenic. Saj nekaj, Karel Erjavc, iskrene čestitke. Malo kdo bi pred začetkom kviza stavil na vas, Saj ni bilo prvič, da so podcenili moj potencial. Glavno, da upokojenci še naprej verjamejo vame, za vse ostalo me pa boli džoko. Okej, kam boste postavili tale pol tone težak pokal domoljubja? Ja, to še ne vem. Najprej moram najti enega viličarja, da ga odpeljam. Okej, v redu. Spoštovani gledalci, spoštovani gledalci, spoštovana publika, to je bil naš zadnji domoljubni kviz. Muziko je vrtela DJ Lorela, mi pa se valjda zopet vidimo, ko bo napočil čas. Adio, fajn bote, ajde, thanks, pa. Zmagovalcu iskrene čestitke tudi v imenu naše redakcije. No, zdaj pa je na vrsti šport in Zmago Sagadin. Tim Gajser je nova zvezda motošporta. Potem, ko je lani v svoji krstni sezoni spektakularno osvojil prvo mesto v kraljevskem razredu motokrosa, se letos vidi, da so ga tekmeci dobro naštudirali. No, tu pa tam dobi tudi kakšen udarec pod pasom, če ga že ravno ne povozi kak španski kreten. V intervjuju za Bučke je povedal nekaj zelo zanimivih stvari. Misliš, da te je španski tekmovalec povozil pomotoma ali namerno? Vem, po moje namerno, saj to ni nič takega. Ko padeš je stara motocross fora, da te lahko vsakekrat bincne, ko gre mimo. Ja, naslednjič bom pa jaz enega povozil, Vaš oče je po tekmi izgledal zelo jezen. Kaj se je dogajalo? Fotro sem rekel, naj jim da že mir, on se pa sploh ni mogel pomiriti, pač taki je, Ta je šel do njih zvečer, polil je totim Špancom celi boks z benzinom, pa grozil, da bo vse zakuro, pa skoraj je španskega trenera sketno narezal, pač z njim se ni zazebavati. Za konec še novica z domače manekenske scene. Poslanec Franc Breznik je izdal svoj prvi CD z naslovom Psi lažnivi. Zdaj se bomo ekskluzivno ogledali videospot naslovne skladbe, ki je nastal v produkciji Nove 24 TV. Časih pravico na oko zamiži,
In pusti na svetu take ljudi, ki počnejo res hude stvari, da sploh ne moreš verjeti. Ampak jaz vem, kdo so to bili, ampak jaz vem, kaj so naredili Sloveniji. To ti rdeči nam zdaj vladajo spet. Ti lažnivi psi, lažnivi psi kurčevi, pojte tja, od kamor ste prišli, vzemite se svoje stvari in zavedno zginite, zginite. Tak se renči zdaj, pazi. Spoštovani gledalke in gledalci, to je bilo vse za nocoj. Še naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih. Vidimo se v soboto zvečer, zadnjič v tej sezoni. Lahko noč in miren spanec.